Moj naslednji cilj pa torej lesena koča, sneg, kar pomeni, da si v tem letu želim doživeti to pravo zimsko pravljico in iti smučati. Evo, moje zimske počitnice so se začele, oziroma najne zimske počitnice so se začele. Zdaj pa bi vam, če vas zanima, pokazala, kakšna je najina soba. Si v letu 2020 želim nadaljevati svojo znamko Lepotica. Tada! Moja šalčka Lepotica. Šolski planer Lepotica. In letos izdala za drugo leto kar 3 rokovnike, 3 letne rokovnike. Moja tretja želja, kažem kar na telefonu, ker nimam fotke, ampak nič hudega, tudi tako stvar deluje, je, da bi skupaj z Raletom obiskala eno izmed evropskih prestolnic. In ja, sva šla v Španijo, natančneje v Valencijo in Barcelono. Mogla bi tudi v Istanbul, ampak so nažalost takrat letalske karte propadle, zaradi zdaj mislim, da že vsem poznane situacije. Tukaj je pa nekaj utrinkov iz Španije in bilo je res amazing. In v letu 2020 se bomo še lepši in še boljš oblačili. Zdaj, moja modna ikona je Rusinja, malo sem se pocukala, Rusinja Rita Tesla, njen stil mi je za dol past. Dejansko ni outfita, s katerim bi zgrešila. Zdaj se zelo verjetno sprašuješ, kaj se sploh dogaja? Pa pej pa na začetek leta 2020, kjer sem prvič pred kamero, prvič skupaj z vami naredila svojo sanjsko tablo za leto 2020. To pa je to, evo, vsi moji načrti razkriti vam. Jaz sem odvedno delala nekako te table oziroma bolj rečen na list papirja dala neke svoje cilje, ki jih želim v določenem letu uresničiti. S tem, da lani pa sem to naredila skupaj z vami, s pomočjo oziroma na kameri, na YouTubeu in nekako vesolju poslala ven svoje želje. Pa to nekako ni isto kot novoletne zaobljube. Tukaj gre bolj, da sam sebe motiviraš, da si še boljši, da si še bolj uspešnejši. Hkrati je pa zraven tudi malo magika oziroma malo čarovnije, ker v bistvu zakon privlačnosti, zakon vesolja poskrbi, da to, kar si želiš, ti da. Vem, da se mogoče sliši toliko crazy in toliko nemogoče, ampak meni se na ta način uresničili že kar nekaj stvari, zato toliko zelo obožujem te table. Zdaj pa pojva pogledati, kaj sploh rabiš, da ustvariš to tablo, ker jo dejansko lahko tudi ti jasno ustvariš kjerkoli in kadarkoli in kaj so moje letošnje novoletne želje. Letos bom cilje oziroma tablo s cilji delala malo drugače, tako da grem zdaj po žebljičke in jasno tablo. Tabla, žebljički. Žebljičke, tablo imamo, zdaj gremo pa po fotke, sem jih prav razvila, da bodo take trdne. Malo je problem zdaj zaradi te situacije, ker stvari ne delajo, tako da sem v bistvu vse stvari najprej naročila online, zdaj pa grem na osebni prevzem, tako da zdaj šibamo po fotke. Imamo jih! Majhen sneak peek, več pa vidite, ko sestavimo tablo. Tole je moja lanska tabla, sanjska tabla za leto 2020. Kar nekaj stvari sem jo uresničila, za nekatere stvari pa žal se sama nisem dovolj potrudila. Ker da se razumemo, ne deluje zdaj to tako, da ti narediš to sanjsko tablo na začetku leta, potem daš vse 4 od sebe in čakaš celo leto, da, ne vem, če si želiš na Maldive, da se bo znajdu tam. Ne pač, logično, da ne. Ti moraš dejansko kupiti letalsko vozovnico, če želiš na Maldive. Hkrati pa ti vesolje pomaga, ker si ti tako zelo želiš, tako zelo to verjameš, da ti vesolje nekako to željo uresniči, oziroma temu se reče zakon privlačnosti, da s svojimi mislimi toliko močno verjameš, hkrati tudi sam prispevaš, da se kaj zgodi, da se ti tvoja želja na koncu uresniči. Še svečko pržgem za malo vzdušja, umaknem
tablo za leto 2020, jo damo v pokoj in naj se priprava table za leto 2021 začne. Zdaj, kar najbolj raboš, oziroma jasno, ni sanjske table brez table. Jaz kot vidiš sem lani imela tak papir, ampak je malenkost neugoden zato, ker se zvija in sem ugotovila, da je tole malenkost boljša izbira, tako da sem za letos kupila tako veliko tablo in bom dejansko žebljički, tudi žebljičke sem kupila, gor pikala fotografije sem pa tudi razvila in evo, tukaj so moje želje. Sanjsko tablo bomo začeli z kvotom, ki bo nekako vodilen skozi celo leto. Lani je bilo to Design a life that you are inspired to live, letos pa No rain, no flowers. Te 4 besede imajo lahko toliko zelo močen in globok pomen, če prvo vzamemo kar dobesedno, ni dežja, ni rož. Zdaj, rečemo, da je dež bolj negativen kot rože, vem, da je tudi nekaterim dež zelo všeč in tudi rože, ampak recimo, da je dež v tem primeru negativna beseda, rožice pa vsem lepe in vsem zelo pozitivne. A ne? Ne morejo zrastati rožice, če ni dežja in ni vedno vse slabo. A ne? Tudi, če se na začetku zdi vse brezupno in zakaj ravno meni, zakaj ravno jaz, to, kar si zelo radi ponavljamo, kje je glih življenje mene najdu. Ja, mogoče je pa to preizkušnja za potem kasneje, da boš v bistvu zacvetela in da se bojo pojavile rožice. In jaz sem zelo rada vedno imela in tudi mami je meni govorila, Eva, na koncu bo vse dobro. In tudi, če v danem trenutku ne vidiš, da bo na koncu vse v redu, verjamem, da se bo na koncu vse poklopilo. In v bistvu No rain, no flowers bo mene na to opozarjal, da ko se zgodi nekaj slabega, da ni nujno slabo, da je to v bistvu samo pot do nečesa boljšega in da se na koncu stvari poklopijo. In to je torej prva stvar, ki gre na mojo tablo za leto 2021. Naslednja bo definitivno tale, da bo svet čim prej tak, kot je bil nekoč. Vem, da si vsi neizmerno želimo, da bo svet spet tak, kot je bil nekoč, da bomo spet lahko potovali, se objemali, lahko spili kavico v lokalu in predvsem, da bomo vsi zdravi in da se tale norija konča, s tem, da jaz pa s tole fotografijo želim, da ne bo svet tak prej, ampak da bo še boljši, da v bistvu bomo celo to izkušnjo, kaj se nam je zgodilo, nekako vsi res ponotranjali, tako da bomo ratali bolj prijazni, bolj človeški en do drugega, da nas ne bo iztirali, ne vem, včasih vidim, kaj se vse na cesti dogaja, folk nori, folk kriči, v vrste so ljudje nepotrpežljivi, a ne? Neke take malenkosti, ki prispevajo, da je svet lepši in da so ti medsebojni odnosi tisti, ki so najbolj pomembni, ne pa druge materialne stvari. Tako da to gre tudi na tablo in nekako zavedanje, da ne bo svet lep, oziroma še lepši, kot je bil leta 2020. Želim se več smejati. Ko se smejimo, se sprošča hormon endorfin, ki se izloča v možganih in pravi to, da tisti, ki se veliko smejijo, tudi dlje živijo. Definitivno si želim več časa preživeti na morju. Pri tem se ne bom omejevala, kam bi rada šla, zato ker je leto 2020 pokazal, da ni dobro včasih preveč planirati, tako da bom rekla, kjerkoli bom, bo odlično. In ko smo glih pri morju in potovanjih, tudi to leto si želim veliko potovati, čim več, spet ne bom se ozirala, kje, a bo to tujina ali pa bo pri nas, jaz bom vesela, tudi če bo to naša predraga Slovenija in naši lepi kotički. Jaz sicer res rada potujem, rada bi obiskala in Azijo in Ameriko in kar velik del Evrope še, ampak nekako ne upam preveč si dati nekih ciljev, ker je trenutna situacija še zelo nepredvidljiva. Trenutno ne moramo niti svoje regije, kaj šele, da bi planirala neko večje potovanje. A ne, tako da bom rekla, samo da ne bom doma, da bom šla magar v sosedno občino ali pa na našo lepo Primorsko, bom vesela. Če pa bo to kakšno potovanje v kakšno tujo državo, pa še toliko boljš. Kamerica tukaj zraven potovanja pa jasno zato, da kamorkoli bom šla, bom valjda vzela v sabo in dokumentirala tole za moj YouTube. Zdajle iščem eno fotko, ki je bila sicer na moji tabli že lani. Evo jo. Golf 8. Sliko golfa sem dala že na tablo za leto 2020 in sliko golfa 8-ke
Airline, športni model, bom dala na mojo tablo tudi za leto 2021. Jaz ga bom vključila tudi letos. Letos čutim, da se bo zgodilo to. V letu 2020 sem imela kar 2-krat smolo s svojim avtomobilom, 2-krat sta se v roku 2 tednov 2 zabila vame, nobenkrat jaz skrival, sicer sem vse to že popravila, ampak nekako se ne počutim v svojem avtu najbolj varno. Tako da, ne vem še kdaj, ne vem kako, ampak letos bo Eva imela nov avto. 8-ko, Golf 8-ko. Potem si še vedno želim iti na kakšno influencersko potovanje. Potem imam tukaj 2 fotografiji, obe sta v povezavi z modo. Res si želim biti vključena oziroma del tega modnega sveta, kot veste, mene oblačila in obleke res ful osrečujejo. Tako da bi z veseljem delala hole, kot sem jih zdaj, delala lepe fotke, vas inspirirala z dobrimi stylingi tudi na Instagramu. Mogoče imela priložnost oblačila tudi kreirati in jasno, pri vsem tem vključiti, vas inspirirati, vas in nekako vam dati neko inspiracijo ali pa idejo, kaj zjutraj obleči, ali pa samo idejo pač za nek nakup, ko potrebujete, ne vem, neko oblekco za neko random ali poroko ali zabavo ali pa kar tako. Če tudi mi je naslednji cilj trenutno še kar nedosegljiv, samo da ga najdem, evo, to je tole, ga bom jaz vsako leto vključila na svojo sanjsko tablo, ker enkrat se to bo zgodilo. Želim si preseliti, v tem stanovanju se sicer v redu počutim, ampak definitivno se ne bi brala nekega večjega prostora, predvsem pa takele sanjske terase z bazenom, s tako lepo travo, s takimi lepimi lučkami. Tako da tudi, če je trenutno to še daleč, jaz verjamem, da enkrat se bo uresničil in bom tole vključila čisto na vsako mojo tablo. Ko pa smo ravno pri hišah, selitvi, stanovanju in tako naprej, dajte mi spodaj v komentarju zapisati, kakšen bi bil vaš sanjski dom, če denar oziroma budžet ne bi bil ovira. Jaz po moje, če se ne bi odločila za YouTube oziroma Instagram, bi bila definitivno ali v kakšni psihologiji. Zelo me zanimajo tudi te detektivske stvari, nora pa sem tudi na nepremičnine ali pa kakšno opremljene stanovanja, tako da bi res veseljem videla, kakšen bi bil vaš sanjski dom. A bi imel 2 kopalnici, a bi imel 5 spalnic, a bi imel bazen, a bi imel teraso, a bi imele letno kuhno. Moj definitivno kar vse to od naštetega, tako da zapišite spodaj, ker glede na zakon privlačnosti je res vse mogoče. Če ima to že nekdo, zakaj ne bi imela tudi ti? Potem si definitivno želim piti več vode in kaj me bo bolj motiviralo kot tale quote oziroma tale fotografija. Drink some water, you beautiful, capable but dehydrated bitch. Tale naša tabla počas dobiva podobo, da pa bo še bolj popolna, pa imamo tukaj še nekaj fotografij in tale definitivno so tudi med naslednje cilje. Želim si hoditi bolj redno oziroma, kako bi rekla, ob isti uri spati. Jaz sem res grozna spavka, ali kako bi se izrazila. Predvsem je moj glavni problem, da hodim definitivno prepozno spat in da sem zvečer na telefonu in mi to v bistvu zna zelo tako pospešiti srce in vem, da ne vpliva dobro na mene. Tako da si želim predvsem hoditi spat ob isti uri, se zjutraj zgodaj zbujati in tele stvari so zame tudi zelo pomembne, da ne jem zvečer, da nisem na telefonu in da zvečer ne pijem kave, kar pa bi se mogla bolj držati, da zvečer preberem ali kakšno knjigo, da grem zvečer na kakšen dolg sprehod, predvsem pa ob isti uri. Tole je nekaj, kar moramo v letu 2021 definitivno popraviti. Čisto vsak med nami ima kdaj slabe momente in zato se v bistvu naslednji fotografiji nanašata Be Kind, sem dala obedvi na tako rozo podlago in Stay Positive. Kot sem rekla, vsi imamo slabe momente, vsi imamo slabe trenutke, ampak želim, da tudi, ko grejo stvari še ne vem koliko slabo, ostati pozitivna in predvsem prijazna, ker se mi zdi, da se človek najbolj pokaže v nekih takih situacijah, ko sam ne moreš imeti kontrole nad tem. Zato želim torej vedno videti luč na koncu tunela in biti jaz tista, kar rečem, se bo vse v redu, dajmo tako pa tako in predvsem prijazna. Jaz nekako okrog sebe ne maram neprijaznih ljudi in ne dovolim
želim v družbo koga, ki bi bil ali ciničen ali tak, kako bi rekla, pač nesramen. Tako da, to sta dve vrednoti, ki meni ful veliko pomenita in gresta tudi na tablico. Potem želim jesti bolj zdravo. Dejansko je meni zdrava hrana ful dobra ali pa vegi hrana je meni top, samo se zelo pogosto zgodi, da nimam časa kuhati. Tako da v letu 2021 si želim zdravo jesti in hkrati tudi kuhati. V prejšnjem letu sem se dosti naučila, zdaj pa moram najti še čas, ker dobra hrana večinoma zahteva neki priprave, tako da letos bomo dobro jedli. Tale huda čatami, evo jo, tudi lani je bila na moji tabli, gre letos tudi semle gor, s tem, da, eno je huda postava, h kateri bom strmela, drugo pa je, da si želim več gibati in namenoma sem zbrala njeno fotografijo v zuni. Želim v bistvu več sprehodov, več športa v naravi ali pa takole ob kakšni tejle plaži, pa valjda, kjera se ne bi brala tele ritke. Zdaj pa mislim, da imamo še zadnjo. Dihati in uživati življenje s polnimi pljuči. Za ta namen imam kar dve fotografiji, remember to live, torej, da ne samo živiš, ampak dejansko živiš vsak dan, kada je tvoj zadnji. Tukaj je pa enjoy every moment, tukaj je malo porezal črke, je bil napis malo prevelik, ampak nič hudega, jaz bom točno vedela, kaj s tem misliti. Torej, biti spontana, živeti življenje, uživati v trenutku in predvsem se veseliti vsakega dneva posebej. Moja sanjska tabla počasi dobiva končno podobo. Tukaj je še nekaj prostora, ker moram zapisati letnico 2021, pa vmes je sem pa tja še kakšen prazen prostor, če si tekom leta spomnim še kakšen cilj oziroma željo in da bom samo dala na to tablo in se potem dnevno opominjala na to, da je res čisto vse mogoče. In to je to. Moji cilji oziroma moja sanjska tabla za leto 2021. Jaz se kar tako malo lažje počutim in zdaj pa res lahko zaštartam leto 2021 s polnimi pljuči. Če je kakšen tak cilj, ki je podoben mojmu, ali pa je kakšen tak cilj, da bi ga rada delila skupaj z nami, lahko valjda zapiše spodaj v komentar. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal in ne me pozabiti prečekirati tudi tukaj na Instagramu. To je to za današnji video, lepotice, se gledamo v kratkem v novem videu. Čau, čau!